Največja slovenska oljkarja sta Gorenjca, posestvo pa imate na hrvaškem Crvenem vrhu pri Savudriji. Ko sem videl to zapuščeno parcelo, je bilo prvo vprašanje, kako lahko pridem do te parcele. Pot je bila zelo ovinkasta, zelo dolga, spraševal sem na razne vrata, trkal na razna vrata in prišel do odgovora, ja, če se boste ukvarjali s kmetijstvom, potem obstajajo določene možnosti. To je bilo pred 10 leti. Takrat si nisem čisto točno predstavljal, kaj pomeni 65 hektarjev neobdelane zemlje, kako jo pripraviti, katere kulture posaditi. Vse pa se je hitro spremenilo. Potem, ko sem prišel v samo zgodbo, sem pa videl, da je to mogoče tudi zanimiva investicijsko, kar pomeni, da je to neka naložba. Naložba? Za vzor smo si vzeli tudi razne kmetije po Nemčiji, po Franciji in smo ugotovili, da pravzaprav tudi tam ljudje ne prihajajo iz ruralnih področij, ki investirajo. Pravzaprav se je pojavil celo v zadnjih letih, pravzaprav da o tem nismo vedeli veliko, se je pojavila trend resnih investicij na področje samih posestev ali pa nasadov. Posadili so češnje, fige in mandljevce, največji del posesti pa so namenili oljkam. Posadili smo 14 000 oljk, zelo pazljivo smo jih izbrali, da so odporne na mraz, ker smo na področju, kjer zelo piha veter in je pozimi tudi kakšen dan globoko v ničli. Posadili smo približno 30% izraelske belice, nekje 60% lečina, potem pa še 10% pendolina in maurina. Brez trte in vina v Istri ne gre. Od belih vin smo izbrali seveda malvazijo, od rdečih smo se pa kar nekaj časa ukvarjali, kaj bi bil naš odgovor, kaj bi bila naša posebnost. Tako smo se odločili za sorto Montepulciano iz Abruzza, mi smo ga poimenovali Nerone. Okus je podoben refošku v prvi polovici, potem pa prevladuje okus Cabernet Sauvignona. Prva leta so bila kar zahtevna. Kako pa gledajo na prihodnost? Zdaj v prihodnje mislim, da nam bo lažje, ker tudi že prihajajo prvi prihodki z področja prodaje vina, oljčnega olja, tudi pojavlja se povpraševanje po storitvah, kot so razni poslovni dogodki. V posest Monte Rosso bodo še vlagali, uredili bodo torkljo, prostore za degustacijo in prodajo, kontrolni laboratorij, sčasoma pa morda tudi lastno vinsko klet.